Pozdravljeni v AV kuhinji za najboljše. Moje ime je Mojmir in danes bomo pripravili mini piščančje fileje ocvrte v vlečenem testu z svežim jogurtom in mangom. Hočem vam pokazati, da se piščanca da tudi drugače ocvreti, ne samo v jajcih in drobtinah, kot ga ponavadi delajo. Danes bom uporabljal vlečeno testo, mini fileje piščančjih prsi, ki je v bistvu, če boste kdaj videli piščančje prsi in ob strani je kakoren izvesek, k temu pravimo mini fileji. Potem bom uporabil sveži jogurt, polnomasten, limono in pa sveži mango. Pa začnimo. Bomo ocvrli v fritezi in sicer olje se mora segreti približno na 160 stopinj, ki je idealna temperatura za cvretje tako zelenjave kot mesa, piščanca, česarkoli. Tako, vzamemo mini fileje, jih začinimo po želji. Bom dodal malo popra, malo soli in pa olivno olje. Bodo drugi okusi toliko dobri, da lahko čisto osnovno začinimo piščanca. Tako. Piščanca tudi ni potrebno, ni ga treba predolgo marinirati, ker je zelo pusto, zelo lahko meso in se hitro napije vseh okusov. Tako, vzamemo vlečeno testo. Najboljše, da se ga kuha v trgovini, ker vam prišpara veliko časa. Kot vidite, imam tukaj liste in ga bomo zavili nazaj v tulec in ga narezali na približno pol centimetra do centimeter debele trake. Tako, in pa zdaj pa smo dobili te trakce, ki jih lepo raztegnemo nazaj. Tako. Jih lepo razporedimo. Vzamemo file. Kakor vidite, ne rabimo nobenih jajc, nobenih drobtin, moke, samo testo. Enako naredimo z vsemi štirimi. Olje se greje. Če doma nimate nobenega termometra in niste prepričani, da je olje dosti vroče, je zelo preprosta zadeva, da pogledate, če je dosti vroče, in sicer date kakšno leseno stvar, na primer kuhalnico v olje, in če prihajajo mehurčki ven iz kuhalnice, potem je olje že dosti vroče. Če se pa kadi iz olja, potem je pa že najverjetneje prevroče, tako da morate paziti. Če želimo, lahko tudi to testo na koncu premažemo z jajci, dobi še lepšo zlato rjavo barvo, ampak ni pa potrebe. Ta čas, ko se olje greje, lahko pa mi nadaljujemo in si naredimo omako oziroma sveži jogurt, ki ga bomo samo malenkost začinili, in sicer sok pol limone. Glede na to, da bo to ocvrta zadeva, ocvrt piščanec, ponavadi si, ko greste v gostilno, si pokapate dunajski zrezek za limono. No, to je podobna varianta, s tem, da je še jogurt zraven, ki je pa, če je dober jogurt, je svež, lahek in pa še vedno ti zapolni usta. Tako. Dodamo par kapljic belega balzamičnega kisa, solimo. Mogoče malenkost popra, če želite, da se malo pikantnosti. Skupaj premešamo. Seveda je dobro, če je polnomasten jogurt, ker je bolj okusen, ko ima 1,5 maščobe. Tako kot smo rekli, lesena stvar. Pogledamo. Takšni čist majhni mehurčki morajo iti ven. Potem vemo, da je olje pripravljeno za cvrtje. Lahko lepo počasi en, pa po en file. Lepo damo noter. Tole pustimo pokrito cvreti približno 5 do 8 minut. Ta čas pa lahko začnemo z pripravo krožnika, in sicer mango. Mango je lahko v 3 različnih barvah, in sicer od zelenega, ko je nezrel, in do rdečega, ko je polno zrel, in sicer tudi okus spreminja.
Tudi ko je zelen mango, se ga lahko je, to ne pomeni, da ni zrel in ni užiten. Takrat mu mi pravimo kisli mango, je glitko dober, je glitko poln vitaminov, še boljši za kakšne predjedi, lepo kislo noto da. Ko je pa rdeč, je pa zelo sladek in zelo sočen. Mango je treba olupiti. Če imate lupilec, lahko z lupilcem, jaz ga bom kar z nožem. Morate pa tudi paziti, ko je mango zrel, je zelo mehek in če ga preveč tacamo, preveč se hitro spremeni v pire in dobimo lahko samo še sok iz njega. Tako. In tudi, če boste takšen mango dobili, boste videli bolj, ko greste proti zelenem, bolj je trd mango. Tako, vmes preverimo piščanca. Kot vidite, je testo ratalo zlato-rjave barve. Filejčke lahko še obrnemo, da bo iz vseh strani enako. Zdaj notri, ta čas glih narežemo mango do konca. Mango je koščičasto sadje in ima na sredini koščico. Zdaj, pravilno rezanje je, da gremo iz vseh strani in režemo proti peščici na rezine. Zelo pomembno tu je, da imamo oster nož, ker če ne samo peštamo mango, ga ne režemo. In boste tudi čutili, ko greste proti sredini, začne ratvati hrapav mango. In takrat veste, da ste prišli blizu koščice, takrat obrnemo mango in gremo iz druge strani. Kakor vidite ob straneh, sem ga že malo preveč potacal, je že ratal mehkejši, se je zdaj že zmehčal. Tako, še iz druge strani. Je zelo drugač mango, zelo sočno sadje, zraven piščanca, zelo dobro paše. Zdaj imamo lepe rezine manga. Te rezine lahko potem pustimo cele, narežemo na trakce. Jaz sem se odločil, da jih bom kar na trakce narezal. Lahko že kar postavimo po krožniku. Po želji, jaz jih bom malo razmetil, bo zelo tako spontano izgledalo. Ker je tudi take barve mango, ne rabimo drugih stvari za dekoracijo, je že sam po sebi zelo lep. Pogledamo piščanca. Evo, naš piščanec je že. Pustimo, da se odcedi in lahko serviramo. Takole so se odcedili, jih odstavimo. Mango smo že prej dali. Ker je ta naš mango že toliko zrel, ga ne rabimo nič začiniti, drugače bi lahko dali še kakšen poper čez njega, za malo več okusa. Takole. Lepo na mango se bo fajn še piščanc napil te sladkobe od manga. Zložimo mini fileje na mango. In pa po krožniku čisto poljubno, lepo omako polijemo. Tukaj moramo tudi paziti, da omake ni preveč in da ne polivamo po piščancu, ker če se testo napije, ni več tako hrustljavo. In naša jed piščančji mini filej v hrustljavem testu z svežim jogurtom je končana. Dober tek!